In kot bi mignil, mine 40 let. Ja, Ene 40. izjemne kariere, kot je Slovenija res. pravzaprav še ni videla, originalne, ne. Ko so ob obletnicah se običajno malce oziramo nazaj. Jaz se sicer ne zelo rad oziram nazaj, Jaz ampak tudi ne. Ne, jaz tudi ne. Jaz v zadnjem času, ne vem, ali to mogoče jemšo, ampak zelo nerada gledam te fotografije za nazaj, ker mogoče me malo nostalgija zapopade, postanem žalostna in rajš ne gledam. Ne vem, čudni so to občutki, ne vem, kaj mi je, sploh ne vem, kaj mi je. Žalostna za čem? Za minulim ali za... Ne vem, ne vem sploh, a za minulim, ne vem, ne znam specificirati pravzaprav teh občutkov. Enostavno se mi zdi, da mi ta preteklost preveč zmoti sedanjost, ta trenutek. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi priljubljenega večerovega podcasta Slačilnica. In moje ime je Denis Bende Živčec, vem, ja, več priimkov kot karizme. Dobra, ne? Naj vas najprej povabim, da nas posledite na Apple Podcast, na Spotifyju, na večer.com, na YouTubeu, povsod smo. Kako danes začeti? Jaz sem malo treme danes. Kaj se pa res? Ampak vse to je dobrodošlo, jaz se imam tudi ponavadi pred nastopom, ker to je odgovornost. Odgovornost pa čutim. Jaz sem že začela zdaj nakladati. Meni je težko ustaviti Denis. Lepo vod, moram zdaj narediti in sicer, kaj ne rečem, lepo je, ko v svetu, ki je že kar prevečkrat časti povprečnost, tu in tam na nebu zažari kakšna zvezda, da jo občudujemo, da se oziramo k njej in da je svet zaradi nje malce lepši in naj nihče me ne zbudi. Helena Blagne je z mano. Helena, pozdravljena. Živijo. Je v redu moje roza dnevni sobici? Zelo fajn, se sem vsaka, a to je playboyček? Ne, to je slačilnica. Slačilnica. Navezuje se na mojo rozi, ki je tukaj, simbol slačilnice. Lepo, take lepe barve. Pa roza, mi dva paševa, ne? Pa mi dva so tako roza. Eno stvar moram dati iz sebe in sicer sem rekel, da ko bo priložnost, bom rekel, Helena, iz srca hvala za to, da ste eni zablojeni generaciji iz 90-ih in konca 80-ih dali eno upanje, idejo in vero v to, da obstaja še kaj drugega, lepšega in bolj bleščečega od naših rjavih, dolgočasnih dnevnih sob in življenj. Ja, res je to, ja, hvala. Hvala. Kar se tiče moje oprave, kar se tiče glasbe, vsega, ne, kot nek paket. In karizme. Bravo, bravo. To redko kdo, me sprašujejo, kako to se pravi skupaj mnogih dejavnikov, ali kakorkoli bi to imenovala, se pravi, mož biti en tak seštevek vsega. V tem živopisanem mozaiku ne sme manjkati tudi en delček, ne, če hočeš biti tisti pravi, a ne, predvsem moš imeti pa strašansko rad to, kar počneš, se to pa veš. A je tudi kaj sreče potrebne? Jaz mislim, da ima sreča bolj mal pri tem. Mogoče edino to, da si v pravem trenutku na pravem mestu, ja, ampak mora biti prava oseba, a ne? In s pravimi ljudmi, in ko dobiš priložnost jo znati prepoznati in takrat zamahniti z vso silo in kaj je poanta, ne zgrešiti. Ne? To je v bistvu stavek naše krasne pisateljice Alenke Rebula, ki jo jaz zelo rada prebiram. Z eno trdo, težko roko ste zgradili svojo kariero, se mi zdi. Veliko ene odločnosti, ene samosvojosti, svoje glavosti, morda? Bolj vztrajnosti bi jaz rekla, pa predvsem vere vase, ene samozavesti, dobre samopodobe. To imam iz otroštva. To sta mi starša vsadila, pa mislim, da sem jaz že takšna rojena. Jaz sem bik po horoskopu, pod znaku škorpija in tako naprej. So ostre reči. Fajterski znaki. Ja, pa tudi zelo sem samosvoja. Pa predvsem sem želela v lifeu, v življenju, sama s seboj razpolagati. In to je, lahko rečem tako, da ne bo se slišalo prenapihnjeno, pa tudi čeprav ne, nisem sploh tak človek, to je vrhunska sposobnost. Da ti, ker to je svoboda in to je samozavest, to so krila, to je ena strašna vera vase. Jaz vedno vem, če se dotaknem projekta, točno vem, česa se dotikati, česa ne, oziroma približno vem, ne bom rekla, zdaj točno vem, pa zelo sem pripravljena se učiti. Vedno učiti, vedno neka strast, neko zanimanje. To se mi zdi tako pomembno v življenju, pa ne samo na začetku, ampak nasploh. No in to je ta moj značilen karakter. Zvenelo bo mogoče malce kontradiktorno, ampak a potrebuješ za to, da lahko živiš
to vrstno svojo osebno svobodo veliko samodiscipline. O, seveda. Obvezno samodisciplina, dobra organizacija, pa včasih tudi malce asketsko, ne, to pa še zraven, če želiš dolgoročno. Mene nikoli ni tek na kratke proge zanimal, jaz si zadanem cilj in to ga želim in ga zmorem in hočem tudi doseči. Če sem se tako odločila, če se nisem, pa pač opustim in odvržem. Fokus. Fokus, zelo važen fokus, ja, seveda. In kot bi mignil, mine 40 let. Ja. Ene izjemne kariere, kot je Slovenija pravzaprav še ni videla, originalne, ne. Ko se ob obletnicah se običajno malce oziramo nazaj. Jaz se sicer ne zelo rad oziram nazaj, ampak ne. Ne, jaz tudi ne. Jaz v zadnjem času, ne vem, ali to mogoče jemšo, ampak zelo nerada gledam te fotografije za nazaj, ker mogoče me malo nostalgija zapopade, postanem žalostna in rajš ne gledam. Ne vem, čudni so to občutki, ne vem, kaj mi je, sploh ne vem, kaj mi je. Žalostna za čem? Za minulim ali za... Ne vem, sploh, a za minulim, ne vem, ne znam specificirati teh občutkov. Enostavno se mi zdi, da mi ta preteklost preveč zmoti sedanjost, ta trenutek. In tega enostavno nočem, ker hočem imeti fokus ta trenutek. S preteklostjo se ne ubadam, s prihodnostjo pa tudi ne. To sem se naučila. Včasih je bilo drugače. Ja. Se pa tedni vsi ostali veliko ukvarjamo z vašo preteklostjo. Je bilo eno leto, je, ne? Sej prav, da se... Ja, pa ko se ozrete, malce se morava ozreti nazaj. Ko malce pogledate nazaj, kakšen je razgled? Lep. Prelep. Lepa kariera. Sploh se ne spomnim, da je bilo kaj, včasih me vprašajo, je bilo težko začetki. Mislim, vsak začetek itak, da je težak, nič novega. Ampak kaj je težkega, če se ti kališ? Ne? To je tvoja ustvarjalna pot, ko si tlakuješ neko kariero, je to normalno, da ne gre nič na hitro. Jaz pravzaprav nisem želela nič na hitro. Jaz sem želela ravno zato, da sem si sama to zgradila. Ne, to je tudi ta samozavest, ko se ozreš nazaj in veš, da si naredil eno dobro kariero, neko dobro pot, da si pravilno se odločil več ali manj, ne? Da si znal sklepati tudi določene kompromise, tudi sam s seboj, a ne večkrat. Pa da si veliko modrih potez mogel povleči večkrat. Ne? Je bilo pa vse sorte. V času, ko morda še človek ni imel vse modrosti, ne? Seveda ne. Ampak to je ta intuicija, vzgoja in moji starši. Jaz vedno poudarjam, zelo ključni so bili moji starši za moj uspeh, ker sem me pravilno usmerjala z Jesenic. Z Jesenic ste, ne? Ja, z Jesenic. Rekla, da se fikala, porka. Ja, sem. Ne morem pomagati. A je v tebi kaj te... Kaj je najbolj jeseniškega v tebi? To je en grob kraj. Ja, ravno včeraj sem imela nastop. Zdaj moram reči, da se mal vleče ven iz te depresivnosti. Ampak takrat, ko sem bila jaz deklica, seveda tega, kje pa jaz sem tudi rasla v Jugoslaviji, v eni odprti deželi, blazno pozitivni, zelo smo se družili, zelo smo bili prijatelji, to zelo pogrešam danes, ta socialni moment. Jaz se ne spomnim, da bi se pri nas doma kogarkoli ogovarjalo, ne, ali pritoževalo, sploh ne. Se pravi, nikoli pritoževanja, bilo je eno delo, častno delo, ena vnema delovna, prijateljstvo, pa nas ni bilo prostora za manipulacije, za laži, ki pa. Tako da iz ene zelo zdrave sredine izhajam, ali pa poštenje, ne, poštenje je najbolj mirno in najboljše vzglavje, se to vemo. Tako da vedno izhajam iz teh moralnih vrednot, ki sta me starša naučila. In to sem jima zelo hvaležna, ker sta mi dala krila, ker sta že zelo zgodaj videla, kje je moj talent, in tam sta me podprla in suportirala in vodila. Za razliko od vas, pa jaz rad od tebe brskam po tvojih starih posnetkih na YouTubeu, kar pogosto moram priznati, in ne morem pozabiti enega posnetka, mislim, da je bil Split leta 87, Ja. Uspomene, Uspomene. kjer je Helena na posnetku, ampak je in ni Helena, ker je toliko že enih časa minilo, stil se je spremenil in vse. Ko gledaš te stare posnetke, a se še prepoznaš, a prepoznaš to deklico, ki je takrat najbrž sanjala iste sanje, ki so zdaj dosanjene. Toliko vsega se je zgodilo vmes. Ogromno. Pravzaprav šele danes, zdaj, ko neko retrospektivo delam,
vidim, koliko se je v bistvu zgodilo nekih dogodkov, koliko je tudi različne publike, nekih ljudi, srečanj, takšnih, drugačnih, je ostala v bistvu, seveda v duši, je samo ostala ta ista Helena, kot sem bila. Navzven ne. Moram pa reči, da ta pot in vse, kar se je dogajalo, da me je pa zelo oklestilo. Da sem se mogla naučiti neko čustveno distanco vzpostaviti, če sem želela v določenih momentih preživeti. A ne? Ker so bili tudi včasih tudi neprijetni udarci strani medijev. Se še spomnim. Ja, se spomnim, jaz dobro se spomnim. Ja, ampak to je to, veš, ko začnejo časopise prodajati s tvojim imenom, zadeva postane lahko nevarna, ker je pol se dogaja, kaj imamo danes od Blagnetove, ničesar. Pa se pa spomnite, zmislimo si nekaj, ne? To sem jaz prišla v to pozicijo, ker sem bila ena prvih oziroma prva, ki je orala to ledino. Slovenska revija bi vam lahko en spomenik postavili. Lahko, ja, da se res. prodane nakladen. A se spomnite največje neumnosti? Jih je bilo kar toliko, da težko izluščim eno samo. Jih je bilo kar nekaj. Ampak v nekem momentu sem mogla to distanco in enostavno nisem več prebirala. Ne. Te izkušnje oklestijo tudi ljudi iz življenja? Seveda, selekcija. V nekem momentu totalna selekcija. Kdaj spadaš zraven? Kdaj, prosim? Kdaj človek spada v vaš krog? Redko kdo sploh spada. Sploh. V bistvu se zelo zavedam, kam kdo spada. Tudi tisti, ki so blizu mene. Tako da je vedno neka bariera. Jaz bolj familija. Vedno rečem družina, potem je pa tukaj se vse konča. Bom rekla, par milimetrov, centimetrov. Potem je pa spet družina. Družina je najpomembnejša. Vse ostalo. Skrbno čuvate svojo trdnjavo. Ja, zelo. To sem se jo pa naučila. To sem se naučila, ker sem velikokrat razočarana in tako da enostavno ne pustim več v sebe. Leta teče, otroci odraščamo, ne bova preveč rovarila po zasebnem življenju, ampak skaj daje ta tesnoba odraščanja otrok? Ne, ker se od začetka zavedam, da jih nismo za sebe ustvarjali, da otrokom je treba dati krila, ker je bila to tudi moja vzgoja, ki jaz podajam naprej. In sem zelo prizemljena v tej smeri. Tako da to je življenje in ti moraš pač otrok potrebuje odločnega, stabilnega starša in to jaz sem. Jaz znam živeti recimo sama s seboj. Nikoli se nisem na nikogar naslanjala v življenju. Nikoli. To je naporna drža, lahko, ne? Ja, kakor jo vzameš. Zame je to način življenja. Vse življenje jaz pravzaprav tako funkcioniram. Tudi če so bili določeni ljudje poleg mene, veste, kako reče, rodiš se sam, umreš sam in mnogokrat v življenju si sam. In prej, kot se tega naučiš, boljše funkcioniraš. In svoboda zame osebno je zelo pomembna. Svoboda, zlata svoboda. Vedno bolj zlata svoboda. Je. Ko sva se pogovarjala po telefonu za ta najen klepet danes, pa sem se jaz malce pošalil, ne, da se kdo tudi zjokal v tem podcastu, pa se je res, moram priznati. Se je. Pa ste rekli, to pa bo težka, ne, ker sem pa tough woman. In sem se malce zadržal pri tej besedi, tough woman, močna ženska. A je to naporno? Mislim, da si mi ženske preveč smo prevzeli vlogo, moško vlogo. In to nam ni lastno. Ne? Tukaj smo stopili v prevelike čevlje. Moški mora imeti moško vlogo, moški je lider, moški je lev, je petelin, bom rekla. Ženska mora biti v malce, ne bom rekla v podrejeni vlogi, ne bom rekla enakopravnost, bolj enakost kot enakopravnost. Mislim, da to je ena floskula. Jaz jo tako dojemam, ker to je nemogoče.
In jaz zagovarjam moški, ženska vloga, ne. Ja, mislim, jaz mogoče bi bolj rekla, da sem zahtevna in odločna, a ne. In da vem, za čim stojim in da vem, kaj dam. Če govorijo z vidika publike, jaz vem, kaj publiki dam in vem, kaj prejmem. In to je eno tako krasno kroženje energije, koliko si damo drug drugemu, a ne? In se čutimo, to je pomembno, iskreno čutimo, ne samo tako, kot večkrat slišim na koncu jezika, ne? Ker ljudje prepoznajo pozo. A ste z leti postali bolj tradicionalni, bolj konzervativni? Govorimo o Heleni Ja, jaz sem ves čas. ikoni Ja. ene liberalnosti, ne? Svojega časa. Ja. No, bila sem zelo drzna na začetku. Zelo. Jaz sem se pa zelo umirila, preveč sem se umirila. Ne vem, tako čutim, vedno tako postopam, kot čutim, ne. Ampak nikoli ne reci nikoli, lahko se bom spet sprostila, ampak ne bom se. Se tistih zabave v štirki, ne vem, če so še. Ja, niso več, ja, Ni škoda. več. Škoda, jaz bi še prišla, zakaj ne se pol, sem še ene 2, 3 pela v K4, to je bila zelo fina publika, zelo odprta. Ja, bili ste precej pred svojim časom, ne? Ker recimo Ja. danes, ko zelo veliko govorimo o tem, da lahko vsak karkoli želi biti, ne? Vi ste pravzaprav to enakopravnost živeli. V enih Ja. malce bolj konzervativnih časih, 90-ih recimo, ne? A ste imeli kdaj kak problem za to, ker ste podprli recimo istospolno usmerjene? Ne. Meni osebno ni nihče nič rekel, niti nikoli ni bilo v medijih, nisem nikoli zasledila, prej je bila naklonjenost. Mislim, da ljudje si preveč bojijo reči Bobu Bob, ali pa biti odprti in povedati, ne. Saj jaz bi tudi marsikaj danes kaj povedala, ampak moram misliti na svojo družino, ne, tako da včasih je bolje kaj spregledati, ne, to se tudi naučiš. Ampak takrat sem bila zelo drzna, ja, in še danes, kar se tiče pa tega vidika, pa logično, da sem zelo odprta in da povem. Instagram manija pa vas ni povsem zagrabila, se Ne, mi zdi, jaz ne? sem zelo redko, zelo redko, nekaj pač moraš dati svojim fenom, sem pa tja, ampak jaz zelo rada živim eno življenje tako polnokrvno, face to face. Zelo nerada sem na ekrančkih, ker mi jemlje moj dragocen čas, mojo energijo, jo usmeram v pomembnejše dogodke ali projekte ali življenje nasploh. Se mi zdi, da je to sploh za mladino zelo narobe. Ja, v kakšno smer plujemo pravzaprav? Ne preveč bleščeča. Pa ves čas človek, v bistvu jaz sem večji optimist, a ne? Ampak vedno pa nisi, ne, ker potem si mečeš pesek v oči. To pa jaz nisem z tega testa, to dejstva kažejo drugače. Nisem preveč optimist v tej smeri, no. Upam srčno, da se motim. Pravijo, da živimo v enih časih nečimrnosti, ker se vsak zelo veliko ukvarja sam s sabo, svojo podobo, svojim imidžem. Koliko je pa nečimrnosti pravzaprav v vas danes? Veljali ste kot ena ikona, še zdaj veljate, ikona stila, ker je zmeraj ena znamka, ki je zmeraj vse brezhibno, popolno zloščena na zelo visokem nivoju, kar najbrž potegne za sabo eno odgovornost in pričakovanja, ne? Koliko se danes pravzaprav ukvarjate za svojo znamko, imidžem, podobo? Ves čas, ampak ne bolestno. To pa. Takšna sem, že od mladega sem imela rada glamur. Jaz sem v bistvu prva prinesla glamur na jugoslovansko področje. In se spomnim, kako je bilo to je bilo wow, ne? Na teh festivalih Makedonija sem že takrat dolge obleke, krasne obleke. Mi je sestra še šivala takrat, pa splitski festivali. In potem se je to zelo razvilo, ampak vem, da sem bila ena prvih, ja, kar se tiče glamurja. Bom rekla ena prvih, ne prva, da se ne bo tako slišali. Ampak ja, in to ljudje, a veš kaj, ljudje vizualno je zelo pomemben izgled. Ne? Mi radi vidimo urejenega človeka, saj vsak ne more biti lep.
Ampak urejen. Ne moreš priti z umazanimi kavbojkami. To sem že videla na prireditvah naših velikih slovenskih. Kakšen je to odnos do publike, do organizatorja in do sebe? Torej, jaz tega ne zagovarjam. Ne, človek je lepo, da je urejen, če je pa še kaj drugega zraven, pa še toliko boljše. Če še zna kaj povedati, ne? Tako, ja, seveda, logično. Ja. Bral sem en intervju zadnjič z Breno. Aha. Ne želim vleči sporednic, ki imata različen glasbeni stil. In ona se čuti kot Jugoslovanko. Ja. Ker je to povezovala, to nastopala po vsej nekdanji skupni domovini. Ja. Ampak pravzaprav tudi vi, ne? A se čutite kot državljanko te regije? Ja, jaz sem prejšnji šenki, smo bili seka, pa kako sem se v tako mali državi rodila, pa ja, se nisi, ti si v veliki državi, pristala si v mali državi. Meni je blazno žal tega tržišča. To je bilo 20-milijonsko tržišče, pravzaprav nisem vedela, kam ne grem nastopati, toliko je bilo to odrov. A ne, enih ponudb, festivalov, koncertov. Z tega vidika je tudi Breni, vem, jaz jo čutim v intervjujih, blazno je nam vsem žal, da se je pač zadeva tako zaključila, kot se je, ampak kljub temu, ne da bi rekli, jaz sem Slovenka, jaz sem zaprisežena Slovenka in blazno rada imam svojo deželo, svojo publiko, prekrasno publiko, pa da ne bomo sladno izpadla, ampak res se tako krasno razumemo, zvesta publika, v bistvu globok bazen publike imam, ne? Pa nam rekla še vedno, ves čas me spremlja ta bazen. In to mi je seveda zelo mi je to, me pomirja in sem zelo vesela in zadovoljna, ker to je bil moj namen, da obdržim publiko in da ostanem zvesta sama sebi. To je tudi zelo pomembno, da se nekje na tej poti ne zgubiš, a ne pa, da vedno poslušaš sebe. Ne pametne glave, jaz sem vedno sebe poslušala. Ker sebi zaupam, a ne, ker če sem pa slučajno, se je to tudi zgodilo, sem naredila napako. Ste vzgojili zahtevno publiko? Je prav, da je. Publika mora biti zahtevna. Ker zdaj skoraj, če že ni Dunajski dečko v ozadju. Ja, moraš kar razmišljati, se tudi za ta koncert razmišljam, da bo to res neka ekskluziva, da bo to za tenkočutno publiko, ki zna poslušati, ki loči zrnje od plev. In je ta koncert, ki je razprodan koncert, to je jubilejni koncert ob vaši 40-letnici v Križankah in to za simfoničnim orkestrom. Ja, z velikim simfoničnim orkestrom. Kaj pripravljate, za vse tiste, ki jim žal ni uspelo karte, da vidi, da si bodo lahko malo domišljali? Bo tudi nekaj gostov, jaz 3 gosti, več jih niti nima smisla, da bi bila cela plejada. 3 gosti v bistvu, ker so nekako, jih povezujem z mojo kariero. Ne bom še povedala, ker nisem še nikjer. Še niste podpisali, ne? Ja, res je. Ti veš, kako to gre. Ne vem, kdo se mi premislil ali pa zboli ali karkoli, tako da, kar bo. Pa se manjše daleč. Pa bo. Ampak bo to en lep koncert. In tako tudi emocionalen, ne bomo preveč jokali, seveda, da ne, ampak bo ena retrospektiva mojega dela. Skladb je toliko v bistvu v teh letih nabral uspešnic, da jih pravzaprav težko vrstim v recimo 2 uri, ampak to so sladke skrbi. Sem pa tako nekako rešila, da bom nekaj skladb dala v 2 medlija, da jih bom združila. Ampak ti večje uspešnice od Nihče me ne zbudi, ne vem, da ti boš vedno prvi, kar bo, ti pa seveda grejo v original celotni izvedbi. Marko Hatlak Band me še spremlja, ni ritem sekcija. Trenutno zdaj že zaključujemo scenarij, naslednji teden imamo z ekipo sestanek, od odrskega direktorja do režiserjev, televizija seveda bo posnela, tako da to je velika zgodba. Velik projekt in blazno se ga veselim. Delati ena inventura svoje kariere zna biti kar nehvaležno. Ne? Obstajajo skladbe, ki vam veliko pomenijo, ki so vam zelo všeč, pri publiki pa se morda niso prijele toliko
Koliko bi pričakovali? To se pa zelo težko zgodi. Aha. Ker jaz za skladbo, ki jo začutim, ki mi je všeč, je tudi publiki všeč. A ne? So bile pa določene balade, recimo nekaj balad, ki se pa enostavno jih nisem niti jaz prezentirala na živih nastopih, na televizijskih, potem jih tudi publika nima niti možnosti, niti slišati, niti sprejeti, a ne posledično. Ampak je nekaj balad, ja, ki jih enostavno nisem še, ampak mislim, da bodo ostale za naslednjič. 1 do 2 sem jih recimo nedotaknjena moški mojih sanj, nisem še na koncertu nikoli izvajala, tokrat jo bom. Ker je to krasna skladba s simfoniki, bo lepo zazvenela. Država, ki je pa precej zaznamovala vašo kariero, morda bolj kot se zavedamo, je pa Makedonija. Ja, vsekakor. Te dni veliko upiramo pogled proti Makedoniji, Grozljivo. žal. Koliko kaj spremljate, doživljate, sočustvujete s to zgodbo, ki se je zdaj temu pravzaprav krasnemu narodu zgodila? To je tako srčen narod. To je tako krasen narod. Jaz sem pred leti prejela glasbeno plaketo zlato za umetniški doprinos k makedonski glasbi in kulturi. In sem bila gostja v Skopju, pa v Štipu. In oni nimajo, tako malo imajo, veste. Ti ljudje imajo tako malo. Zdaj govorimo od organizatorjev teh festivalov. In niso vedeli, kaj bi mi dali. Da je bilo meni, na koncu sem se zjokala, se kar prosim, nehajte mi nositi, ker mi je bilo grozno hudo. Manj imaš, več daš, ne? Za njih je to značilno. In to, kar se mi je zdaj zgodilo, hočem povedati, da me je blazno prizadel. Blazno me je prizadel. Se sem napisala, nimam navade kakšnih zgub, tudi svojih osebnih, ko mi je mama umrla, oče, sestra, jaz to ne delim s publiko, ker to je moja bolečina in pač ne delim. Jaz pa tako mišljenje, je pa to seveda stvar, tako kot človek čuti. Nič ne obsojam, Bog ne dej, ampak jaz pač nisem ta. Ampak v tem trenutku sem pa začutila, da je prav, da napišem, da se nekako, da izrazim mojim Makedoncem, ker imam veliko tudi teh sledilcev iz Makedonije, mislim, da 10,000 na Facebooku. Tudi slišali smo se z mnogimi mojimi kolegi, prijatelji, in mi je zelo me prizadelo. Zelo, zelo me je prizadelo. Grozne reči se dogajajo. Ja, žal. Da se vrneva malce v glasbi nazaj. Jubilejno leto, jubilejni album. A se še snemajo albumi, pravzaprav? Je v bistvu zelo mal, v jesen bo išel moj album, ampak se še odločamo, bo to nov album, pač 10 skladb, a bo to 40 mojih uspešnic. Ker bi bile jaz rajš, zato to bi bil dvojni CD, da nekaj dam publiki od sebe, pač tudi te moje starejše uspešnice. Mislim, da bo kar tako, da bo 40 uspešnic za 40 let. Bo ostalo samo pri tem enem jubilejnem koncertu ali načrtujete? Je, v bistvu je čez vse leto ali pa še naslednje leto, ker Slovenija je tako mikroobmočje, je veliko koncertov, ne zmorem vseh v eno leto, ne gre pač, tako da ja, čez poletje je koncertna turneja. A bi bil počasi čas za eno knjigo? Ja, to pa, vem, to me že... Zdaj nagovarjam. Ja, me nagovarjajo že kar nekje zadnjih 5 let, ampak vse ob svojem času, če bom začutila, bom napisala, ampak mislim, da ne bi blena, da bi jih bilo 10. Kakšen žanr bi to bil? Čist avtobiografija. Ne bi bila romantična komedija ali ne vem. Ne, ker to ni romantična komedija, ni moje življenje. Analiza mogoče, ali pa en prerez res ene krasne kariere, enega zelo zanimivega, razgibanega življenja. Torej, pri meni se vedno nekaj dogaja. Meni nikoli ni dolg čas. Sploh ne vem, kaj je to dolg čas. Ali pa zelo redko. Kaj vas, danes bi rekli, driva? Kaj vas driva, navdihuje, polni danes? In umetniško, in zasebno, pravzaprav. Novi projekti, da boš verjel. So bili pa momenti, ko mi je bilo vsega dovolj, tudi, recimo včasih, ko je bila korona, ta čas je bil zame ubijalski, to je bilo grozljivka,
za nas ustvarjalce, ne, ker mi smo bili 2 leti doma, mi nismo dobesedno delali in ustvarjali, ker ti, če ne ustvarjaš, veniš. Jaz bi uvenela, to res tudi v penzijo ne bom šla, kakšna penzija, kaj to? To sigurno, da ti, če si tako v bistvu podkožil in v krvi imaš glasbo, potem to ne moreš se odločiti, zdaj bom pa prenehal. To je nemogoče. Ne? Tako da novi projekti, v jeseni imam novo gledališko predstavo, se ta trenutek tudi dogaja. Rada imam teater, rada imam oder nasploh. Tako da vedno izzivi, si jih pa sama postavljam, ker se jih moram. Ker pač smo na tej poziciji, kot rečeno, tam malo tržišče in moraš sam moraš biti toliko radoveden in strasten, da si vedno nekaj novega, da te vznemirja, da te veseli. Mene glasba, mene samo to zanima v življenju. Zasebno imam pa strašno rada naravo, živali, rada hodim boso po zemlji, rada grem v gozd, ker me polni, to me blazno polni sonce. Blazno rada potujem. Sledimo vašim potovanjem. Toliko okna pa odprete, ne, v svoje življenje, da nas popeljete. Ja, kadar se mi da. Kateri deli sveta vas fascinira? Vem, da ste bili tam v jugovzhodni Aziji. Zelo. Vas še vleče v katere druge kotičke? Avstralija sem lani. Ja. Lani sem bila, letos bi tudi morala iti. Še ostrige ste jedli ob morju. Sama ne, da točno. Pa to sem pa objavila, ne? Dober spomin. Avstralijo imam blazno rada. Avstralija je ena magična dežela, od malega že Avstralijo poslušam, ker je moj stric v Celju, v Avstralijo, ko sem bila še štručka, in ves čas je ta Avstralija rasla z menoj, pa bila sem 10-krat, 11-krat, letos bi tudi mogla iti za Prešernov praznik, ampak sem šla domov, ker sem se zla počutila, sem malo bila na meji, da zbolim, in sem imela v Sloveniji koncert in sem rekla, bolje, da resno vzamem, pač doma koncert, kot pa da bi nekje v Avstraliji lahko obležala, ker sem bila čisto na meji. Tako da Avstralija pa Azijo imam blazno rada, Tajland. To je zelo pristne dežele. To je tako sproščeno, pa tako lepo, da mislim, jaz sem bila res, ne vem, kje nisem bila v svetu, ampak to se ne da z ničemer primerjati. Čisto počasi finiširal, ampak moram vprašati, a se je posel, ker sem rekla, da bova govorila danes predvsem o poslu, a se je posel zelo spremenil skozi 40 letja? Se je, glasbena platforma se je zelo spremenila. Moja zgodba se je gradila v nekih drugih časih, drugačni kriteriji. Druga zgodba. Danes seveda je drugače. Jaz opažam veliko mladih talentov, krasno, ker potem scena živi. To je krasno, moramo delati, ne? Če nihče ne dela, če ne delamo, so bili tudi trenutki, ko je slovenska glasba malce zamrla v nekem trenutku, ni bilo hitov, ni živela in potem nihče ne dela. Ne? Drugače pa vsi smo aktivni in je to super. Je pa veliko mladih talentov, opažam, ki se v tem medijskem hitrem stroju nimajo priložnost razviti. To je drugače. Mi smo se tudi kalili na odrih, ne? Ker to je bilo nastopov, kot rečeno že uvodoma, nešteto nastopov in to smo se v bistvu izkušnje, bogate, dragocene izkušnje. Danes je mladim to odvzeto in prikrajšano in tukaj je velik manko. Čeprav mislim, snema se veliko, najbrž več, kot se je kadarkoli snemalo. Preveč. Kar pa najbrž eno inflacijo kakovosti prinese. Ne? Preveč. Mislim, ni potrebe, ampak mislim, da je to nek trend. Mene sicer to ne tangira, jaz če imam kaj zapovedati, grem v medije, če pa ne, se pa umaknem. Enostavno počakam pravi moment. Pa če ta trenutek ne delam na glasbenem področju, grem pa na teater ali sem na moji akademiji, kjer tudi poučujem mlade talente. Tako da ves čas sem pa v umetnosti, lahko rečem. Kaj je vaš glavni napotek, ki ga date tem mladim talentom, ki pridejo tja? Kot odprta knjiga, polni enih žlahtnih izkušenj. Ja, da nič ne pride samo od sebe, da ni bližnjic, da se je treba fino potruditi, da so tudi določene žrtve, da se moraš marsičemu odreči, če želiš res 100%, hiti počasi, ker otroci znajo biti
mladi neučakani, a ne? Ampak to je tek na dolge proge. In razumejo, jaz imam krasne učence, razumejo. Wow. Jo, da ne bom ignorantski, eno predstavo sva omenila, mimo glede klicaj. Kaj se to pripravlja? Joj, ne smem še povedati. Ja. Je v fazi, zdaj v fazi se gradi, ampak v jeseni, sredi oktobra je predvidena premiera. Mislim, da bo to ena taka super zgodba. Je bolj komedija, seveda, ker ljudje danes se želimo več ali manj sprostiti, veseliti in edino prav je tako. Bilo bi zelo nefer, če ne bi ob koncu pogovora z žensko, ki nam je dala toliko enih lepih ljubezenskih pesmi in balad in tudi žalostnih in veselih. In če ne bi vprašal, Helena, in zdaj bom pa tikal za konec, Helena, a še verjameš ljubezen? A na prvi pogled? Kakršna A si mi pogledal enkrat ali dvakrat? 1520 krat. Evo, imaš odgovor. To je ta ljubezen. Helena, najlepša hvala za ta obisk moje rožnate dnevne sobe. Bilo mi je nad včasih. Enako, Denis, zelo si fajan in jaz v bistvu sem v podcastu samo pri gospodu Pahorju, tako da ti si drugi, pa mislim, da tudi samo vidva, da boste obstala. Nikoli ne reci, nikoli, ampak zelo redko grem, no, ampak če zaupam, če si mi blizu, tudi ti, sem vesela, da si me povabil, tako da hvala lepa. In obljubim, da bom velik fan, največji fan tudi še naslednjih 40 let. Hvala lepa. Denis, hvala, z veseljem. Dragi naši, hvala, ker ste spremljali še eno epizodo naše neprevidljive slačilnice. Saj veste, ne? Pofollowajte nas na Apple Podcast, Spotify, večer.com, YouTube, kjerkoli smo. In saj veste, ne? Kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa!